Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Sem mislil, da bo skupaj. A ja, zapela. Ja. Jaz pa zmeraj mislim, da hočeš sam povedati. Ne, A ja, ker morava sva dva in Bova skupaj. skupaj. Evo, 3, 4. Petkov Extreme. Tako. Kolikor je to Ja. gej izpadalo. Okay. Eh, Ja, nova oddaja, spet oddaja o ženskah, znanih ženskah, drugi del. Tokrat v bistvu ne znanih ženskah, V bistvu ki so pa- znane ženske po eni strani, ampak, Ja, mislim, ker so Javnost. nekaj dosegle v življenju. ampak so javnosti bolj nepoznane kot poznane. Tako. Ženske, ki so dosegle v življenju več kot jaz. In jaz, in vsi tukaj skupaj. In jih žal ne skupaj, poznamo. In jih žal ne poznamo. Ne. Ampak le, se bomo pa mogoče jih bomo pa danes spoznali. Tako. Malo bolj. Tako. Bom pa kar začel. Začni. Torej, ja, danes, prejšnji teden smo govorili o poznanih, bolj znanih ženskah, ki so v javnosti Ja. znane, danes pa o najbolj tako malo bolj neznanih ženskah, ki so vseeno v zgodovini odigrali neko pomembno vlogo, ampak kot smo rekla, nismo nažalost toliko veliko slišali, pa sploh nismo slišali o njih. Zdaj to ni naš problem, a ne, da je bilo to, ne vem, sam mi Slovenci, ali pa Ja, to pač svetovno. večina ljudi ne pozna. Zakaj ne? Tako da, če bom karkoli prebral, ženske so bile v historiografiji dolgo časa zanemarjena tema, predvsem v srednjem veku, dobi, v kateri so bile ženske izrazito zapostavljene, tako iz družbenega, kot tudi historiografskega vidika, pride ta velik razpon nevednosti o drugem spolu še posebej do izraza. Šele v zadnjih desetletjih se je zgodovinska stroka začela aktivno posvečati proučevanju druge polovice zgodovine. To je citat strani kolega magistra Mateja Hreščaka, ki je. Se to jaz prebral zdaj. Nisem si to jaz sam spomnil. a ne. Lihvato sem reči, koliko se lepo to napisuje. Ne. Ja, dobro. No, tako da bomo začeli, ne bomo šli zdaj čist po vrsti. Ja, pač boš tako, kot si. Mislim, sej bo več, a manj po vrsti, ampak ne čist. Mislim, da- zgodovinsko po Ja, vrsti. ja. Ok, prva je Ana Komnena. Oziroma Ona je iz Rusije, ne, Češke. ne, Kje pa? bizantinskega cesarstva. Ja. V bistvu polno ime je Ana Komnena Porfirogeneta. Zdaj Porfirogeneta je bil nek naziv, nek časten naziv, hčerk pa sin, se pravi otrok že bizantinskih cesarjev, ki so sicer mogli še neke druge pogoje Prav je bila izpolnjevati, nekaj ampak pomembno. absolutno, že zato, ker je bila bizantinska princesa. O, Ja, ene tehnične težave so prišle vmes, tako da bomo rešili to z naslednjim. klikom. Tako. Tako. Torej, Ana Komnena, bizantinska princesa, ki se je rodila leta 1083 in je umrla 1154. Kaj pa je naredila ona? Ja, ona je bila ena prvih znanih zgodovinark, Ja? sploh Se pravi, zato je pomembna, ker je bila zgodovinarka. ne samo zato, tudi zaradi drugih zadev, že zato, ker je bila bizantinska princesa. Je bila. Aha. Ampak je Ok, še ok. po drugih stvarih znana. Skratka, ona je napisala Aleksijado, to je zgodovina dinastije Komnenov, Ana Komnena, se pravi, dinastija Komneni. Ne? Se pravi, zgodovino te dinastije od leta 1069 do 1115. Zdaj, ta knjiga ni samo pomembna za zgodovino te dinastije in njenega očeta Aleksija I., ki ga je opisovala, ampak je tudi vir za prvo križarsko vojno. Se pravi, ko so križarji, ki so šli na Jeruzalem, so se ustavili tudi na bizantinskem ozemlju. Ne? In ona je to opisovala. Aha. Se pravi, če ona ne bi tega opisovala, ne bi točno vedeli, kaj se je tam dogajalo, kaj so se tam ustavili. V bistvu bi približno vedeli, ampak zdaj malo bolj vemo. Pa v bistvu vemo iz prve roke, gledamo iz strani, ona je bila še otrok takrat, ko so prišli. Ne? In iz tukaj vidimo v bistvu ta pomen vojne in kako je ona sploh gledala na te ljudi, ki so prišli tja. Ona je bila, kot smo rekli, najstarejša hči takratnega cesarja bizantinskega Aleksija I. Je študirala zgodovino, matematiko, znanost, grško filozofijo in skrivaj tudi grško poezijo. Zakaj skrivaj? Ker v grški poeziji je bilo veliko erotike, ne? In to pa za neko princeso njenega kova se to ni spodobilo. Ampak prepoveden sadež je najbolj Ja, slasten in seveda je tudi. dajmo se tukaj učiti so- raj.
grško poezijo, zato ker je to prepovedano. To bi mogli prepovedati današnjim otrokom v šoli. Tako, ja. Pa bi se bolj... Tako, zdaj pa to bi, hoče. zdaj pa zanalaš, Ja. to naredil. Skratka, ona je bila ena najbolj izobraženih žensk svojega časa, v tem 11. 12. stoletju. Njen oče dolg časa ni imel moškega naslednika in zato je za sovladarja razglasil njenega takrat že zaročenca Konstantina Dukasa, ampak njemu se je porodil sin Ivan, ta Dukas je umrl, ni bila neki za nalaž, ampak je pač umrl je. Ona se je pa pač poročila z nekim Nikeforjem Brienijem in hotela je biti cesarica. Ona je zelo je šlo v nos, da se je sin v bistvu rodil, da se je brat rodil. Zato je tudi neko zaroto hotela proti bratu narediti, hotela ga je ubiti dejansko, ampak so to zaroto odkrili in se je mogla odpovedati, se pravi vsemu svojim nazivom, bogatstvu in tako naprej, in je bila pač izgnana v nek samostan in tam je začela pisati to Aleksijado, ampak ona ni imela, na primer, knjig tam. Ona iz glave je pisala vso to zgodovino. Se pravi, to, kar je v otroštvu prebrala, je ona začela pisati, vse se je spomnila. Oziroma, neke majhne napake delala, ampak večino je vse Dobro vedela. spomin imela pol. Ja, Ful. ja. Koliko je bila stara, ki je to pisala? Se pravi, ona je bila rojena, je bila 30 let, recimo, ki je bila stara. No, že zdaj mrskaj pozabil. Tudi jaz. To še 30 nisem. Ja. Tako da ja, Aleksijada, kot smo rekli, je glaven vir, oziroma zelo neprecenljiv vir podatkov za bizantinsko zgodovino. Druga, ki se bomo lotili, je Matilda iz Canose. Matilda iz Canose se je rodila leta 1046, umrla je 1115. Rojena je bila v premožni in vplivni družini in je imela vse predispozicije, da živi razkošno, pa neko običajno življenje plemkinje. Spet so to neke znane ženske, mislim, ne znane, ampak bogate. Ampak moraš tudi nekaj sam narediti, veš, da dobiš neko moč. To je tudi res, ja. Skratka, usoda je pa hotela drugače. Ona je izgubila očeta, brata in sestro in v bistvu je bilo namenjeno, da sama nadaljuje ta ponosni kanosinski rod. Dobila je odlično izobrazbo in je že v najstniških letih imela priložnost spoznati najvplivnejše ljudi svojega časa, vključno s papeži. Ta toskanska grofica je bila ženska, ki je bila v 11. stoletju najbolj izstopala dejansko v tistem času, bila najbolj izstopala v javnosti, tako naprej, ne? In je celo krojila politiko rimsko-nemškega cesarstva. Že njeni sodobniki so se zavedali, da je najmogočnejša ženska tistega časa in je celo dobila mesto v Dantejevi božanski komediji. Ena oseba naj bi bila Matilda, ki jo opisuje. Aha, ker je kao, mislim, ja, ona. Zdaj, njeno ime se v zgodovini največkrat veže na ime, na graščino grad Canosa v Apeninih, kjer je nemški kralj Henrik IV. 3 dni bos v snegu prosil papeža Gregorja VII. Odpuščanja. In ona je posedovala ta grad, ne. Vse to se še spomnim, kam je prosil. Je pa ona tudi dostikrat diplomatsko posredovala med omenjenima možema, proti Henriku se je pa sploh vojaško. Se opravičujeva zaradi tehničnih težav, nekaj je skinil. Zgodilo, ampak da, nadaljujemo lahko z Matildo. Z Matildo, ja? Kje sva ostala? Tam, ki je Gregor, oziroma ki Henrik je tebe prosil za odpuščanje. Mene, ja? Papeža. Tako, ona je pa tudi sama se je bojevala dostikrat proti temu Henriku. Sploh zato, ker Henrik je zelo proti cerkveno bil usmerjen. Ona je bila pa za razliko zelo pro cerkveno usmerjena. Zelo je bila pobožna oseba, zelo je veliko dala bogatstva za cerkev, bojevala se je v imenu cerkve in papežev in tako naprej. Skratka, tukaj se je zelo izkazala, bila je pa tudi seveda politično zelo močna. Kot lastnica ogromnih posesti v severni Italiji in vplivna figura v večjih pomembnih italijanskih mestih je dejansko dajala neko protivtež rimsko-nemškim cesarjem.
Svoj dominat je lahko branila z veliko vojaško silo, na čelu katere je bila ona sama. Se pravi, ona je vodila vse vojne in bitke in tako naprej. Se pravi, pod komando je imela dejansko, se pravi, na njenih ozemljih vse upravne zadeve, na njenem gradu je bil prav nek urad z vsemi pisarji in tako naprej. Ona, ne vem, pod njeno zapuščino je nekih 140 rokopisov je še zmeraj ohranjenih oziroma dokumentov, katere je ona podpisala in tako naprej. Ne. Tako da je bila res zelo pomembna ženska v srednjem veku in v rimskem cesarstvu. Zanimivo. To je bila Matilda. Zdaj pa bomo mogoče Kjer je bilo v 10. stoletju? 11. 11. 11. Okay. Umrla je pa 12. Zdaj se bomo pa približali malo bolj osebi, ki jo mogoče malo bolj poznamo. Ne? Okay. Barbara Celjska, Barbara von Cilli. Ona pa sigurno ni iz Slovenije. Ne, ni bila iz Slovenije. Rodila se je leta 1491 v Celju. Umrla je 1451 na Češkem. Je bila pa žena ogrskega, nemškega in češkega kralja, se pravi, ni bila s tremi poročena, ampak je en posedoval vse te nazive. Ne? Se pravi, ogrski, nemški, češki kralj in cesar Sveto-rimsko-nemškega cesarstva, Sigismund Luksemburški. Z njim je bila poročena. Ne? Zdaj, v mladosti... Luksemburg, pozdravljam. S tem je prišel. O mladosti Barbare sicer ne vemo veliko, ker je Celje zapustila že zelo mlada, vsaj 1401 ali pa 1405, ko se je že poročila. Zdaj, kako je ona sploh se poročila s cesarjem, ne? Ja. S tako vplivnim možem. Takole, leta 1496 je v bitki pri Nikopolju z Osmani bila poražena evropska viteška vojska proti Osmanom, Turkom. No, in Barbarin oče, Herman II. Celjski, je rešil kralja Sigismunda, že skoraj v bistvu, skoraj gotove smrti oziroma vsaj ujetništva. Ni ga pa prvič rešil, kasneje ga je še rešil iz Ogrske, ki je bil v enem zaporu in potem mu je tudi pomagal utrditi oblast na Ogrskem. In ko mu je vse to pomagal, je rekel, ti, zdaj znaš mogo pa poročiti iz mojo. Čeprav je bil on že zaročen, ampak je rekel, ok, pa sta se res... S kom je pa bil zaročen? Da sem pozabil sam. Mislim pač, a je bila tudi kakšna... Ja, tudi je neka pomembna, ker menda že v bistvu že šla k njemu, da se poročita, ko je on rekel, da se bo poročil z Barbaro. Cool. Vse se bo izpisali, s katero je bil zaročen. In sta se poročila novembra 1405. Čez en mesec decembra jo pa kronajo Barbaro kot kraljico Ogrske, potem kasneje kot kraljico nemško kraljico, potem kot češko kraljico in seveda tudi kot cesarico, se pravi ne kot cesarico, on je postal cesar, zato je tudi ona ta naziv nekako imela. Ne. Zdaj Barbaro opisujejo kot visoko, vitko in zelo lepo in sta med sodobniki sta takrat veljala kot najlepši par v Evropi. Se pravi, Angelina Jolie, Brad Pitt, ki prej sta šla na razen. Ja, tako nekako 500 let nazaj, 600 let nazaj. Cool. A sta šla oni dva tudi na razen? Ja, v bistvu, on je umrl, ne. Tako da pa sta šla na razen. Ja, no dobro, to grejo pa lite kosti, ampak... Ja. Ok. Zdaj, poleg lepote, ne, je bila Barbara tudi zelo inteligentna, sploh na področju politike in diplomacije. Že zelo zgodaj je aktivno sodelovala pri urejanju odnosov s Poljsko, pol pa, ko je, na primer, Sigismund, ko je mogel zaradi vojaških pa drugih stvari na pot, je pa ona dejansko s Poljsko, Litvo in predvsem z Ogrsko je ona vso diplomacijo vodila in vso politiko na tem prostoru, ne. Zdaj, po smrti Sigismunda 1437 so jo obtožili neke zarote proti njemu. Ona je potem šla na Češko leta 1941, kjer se je ukvarjala z alkimijo. Umrla je leta 1451 v Melniku in je pokopana v Pragi na Praškem gradu v katedrali Svetega Vida. Naprej, Elizabeta I. Ta prva, angleška kraljica. Tudi deviška kraljica,
ker se ni nikoli poročila, zdaj, če je bila devica. Je drugo vprašanje, Ampak ja. to ni danes vprašanje. Ona je bila 5. in zadnja vladarica iz Tudorske rodbine. Tudori, se mogoče kaj znano, mogoče serijo kdaj gledal, obstaja. Tudoris je bila dinastija, ki je končala v Angliji to znamenito vojno rož med belo in rdečo vrtnico, ki je bila neka državljanska vojna v Angliji, in Tudori so prekinili vse to in so potem v nekem miru, tako rečemo, vladali na na britanskem. Ona je pri 25 je zauzela prestol in takrat je bila Anglija zelo versko razdeljena. Tik je bila pred tem... Versko? Kdo pa je še bil? Kjera vera pa še bila? Protestanti. A ja, pač tako se misli. Ja, pač protestanti in katoličani. Ja. In tudi Anglija je bila pred bankrotom in tako naprej. Skratka, v nekem kaosu je bilo vse skupaj. In ja, ena prvih potez je bila, da je obnovila anglikansko cerkev. Angleži so anglikanci, večina tistih, ki je vernih, niso katoličani pa protestanti. So anglikanci, so čisto posebna. Njihov v bistvu na vrhu je kraljica. Ni papež. Papeža priznavajo, ampak še zmeraj kraljica tista, ta prva verski vodja, potem pa tako naprej. Kako sem jaz neumen? Ne, čakaj. Ja. Skratka, v tem okviru angleške zgodovine, v tem obdobju, v katerem je vladala, rečemo, elizabetska, tudi zlata doba, ker to je obdobje, ko se je Anglija iz neke srednjeveške države razvila v neko močno renesančno silo. In pa seveda, s tem se je pa seveda večala moč Anglije po svetu. Spodbujala je k izobraževanju, ustanavljala je šole, univerze in tako naprej. V tem času je ustvarjal dramatik William Shakespeare. Pogooglej. Sir Francis Drake je za časa njene vladavine kot prvi Anglež vplul svet. Potem je Francis Bacon je svoje filozofske pa politične nazore kazal. In pa takrat se je začelo osvajanje Severne Amerike, se pravi kolonizacija Severne Amerike. In je na prvih ozemelj, ki so jo osvojili, so po njej dali ime Virginia, kot Virgin, deviška kraljica. Zanimivo. Veš, kje je Virginia? Ja, na vzhodni obali Atlantskega oceana, oziroma pač. Virginia pa West Virginia. Ja. Večji del je Virginia, pa tako. Ja? No. To je geografija, ki meni malo bolj gre, kot zgodovina. Ja, saj zato imam pa tebe, veš. Jaz pa tebe, pa se dopolnjujeva lepo. Tako. Dobro, na koncu ona sicer ni bila več toliko priljubljena, ker je bila spet neka gospodarska kriza, pa verska kriza, pa upor na Irskem in tako naprej, ampak še v 19. stoletju je bila zelo priljubljena. Zakaj? Zato, ker njej so pripisali zasluge za rojstvo dejansko britanskega imperija, ki je v tistem času 1/4 sveta zauzemalo. In kot zaradi tega še danes obstaja to. Drugače bi bila najbrž isto kot ostale države. Zgodovina, ne smemo nikoli nič reči o zgodovini. Če bi imeli časovni stroj, ker... In zadnja je pa ena najbolj pomembnih astronomov, ki je botrovala k nastanku moderne astrofizike. To je bila Cecilia Payne. Cecilia Payne se je rodila leta 1900 v Angliji in pri 19 je študirala na Cambridgeu, kjer se je takrat zaljubila v astronomijo in je začela študirati. In je dokončala študij pri 23, ampak ji niso dali doktorata, zato ker je bila ženska. Na Cambridgeu do leta 1948 niso ženskam dajali doktorate. Kva? Ja. Zato se je tega leta 23 je imigrirala v Združene države, kjer je bila znanost bolj naklonjena ženskam. Na Harvardu je dobila štipendijo in je leta 25 tudi doktorirala tam. Na temo zvezd in njihove sestave. Ona je na primer pogruntala, da so zvezde več helija oziroma vodika vsebujejo, kakor so prej domnevali. Zdaj njen doktorat, ki je osnova prav k proučevanju zvezd, imajo nekateri še vedno kot najboljše delo v zgodovini astronomije.
Okay. Ona je tudi pol v nadaljevanju je še zmeraj, se pravi, proučevala zvezde, njihove sestavo, potem te spektre in tako naprej. In so se pravi, te rezultate so tudi uporabljali, da so lahko sestavili neko zgodovino zvezd, kako je vse skupaj sploh nastalo. Leta 1956 je bila prva redna profesorica na Harvardski univerzi in kasneje je bila tudi prva ženska, ki je bila na čelu znanstvenega oddelka na Harvardu. Zdaj ni treba posebno poudarjati, da je imela veliko vlogo pri uveljavitvi žensk, ne samo v astronomiji, ampak dejansko v vsej znanosti. Ja, pa če je bila na Harvardu profesorica, že so nekaj pomeni. Mislim, da ni bila kar ena. Napisala je vrsto knjig, ne, in dobila je tudi veliko nagrad, tudi recimo tale Royal Astronomical Society, ker je dobila neko nagrado za življenjsko delo. Je pa tudi to družbo je bila sprejeta že, ko je bila študentka. In je, se pravi, tam ostala celo življenje in tudi dobila to nagrado za življenjsko delo. Tako da, ja. Cool. Zanimivo. To je to. Sej dele naja že čas preganja. Tako da... Nažalost, ja. Kaj boš kot zaključek povedal o ženskah v zgodovini, ki je zdaj zaključeno? Recimo v tej Matildi, ne, v njej je napisal tak kolega Hreščak, je prav napisal magisterij, tako da lahko bi se on kdaj tukaj v glasu pa kaj več povedal o tem, ne, če bi slučajno kaj. Če bi bila želja pa povpraševanje, midva z veseljem. Absolutno. Drugače pa zdaj, ženske niso bile nič manj vredne v zgodovini kot moški. In sicer, vidimo, da se res niso bile, da jih niso nikoli, bolj na stran so jih dajali, ampak... Sam še zmer so pa dosegle marsikaj. Marsikaj več kot marsikdo, ki je danes znan v zgodovini, ampak pač tako je, ne, Vse se izboljšuje in mislim, da se bo še izboljšvala vse skupaj. Tako. Ok, no, to je pol to. Lep petek, pa se vidimo drug teden oziroma čez 2 tedna, ko še videla, če bo kaj drugega delala, kaj mogoče snemala za kakšen filmček. To bomo pa videli. Dobro, lepo se imejte.